Danes pa se nahajava v pasijonskem mestu v Škofji Loki. Škofjeloška cerkev, ki je posvečena svetemu Jakobu, ima zelo bogato in zanimivo likovno opremo. Župnijska cerkev svetega Jakoba je bila zgrajena v 15. stoletju pod vplivom bavarske arhitekture. Cerkev je bila zgrajena v gotskem slogu, pri čemer je pri notranji opremi pomagal tudi Jože Plečnik. Od dragocenosti je potrebno omeniti renesančni oltar, posvečen sveti Katarini, ter pa oltar Kristusa na Oljski gori. Mesto je znano tudi po škofjeloškem pasijonu, ki je najstarejše ohranjeno dramsko delo v Sloveniji. Lepo pozdravljeni v župniji Škofja Loka. Sem Matej Nastran, župnik tukaj že 12 let. Smo pred cerkvijo svetega Jakoba, starejšega apostola, ki je zavetnik romarjev. Naša župnija je kar raznolika, razpeta, postavljena na porečju obeh Sor, Poljanske in Sorške, nad nami je Ljubnik. V naši župniji pa delujejo tudi brati Kapucini, s katerimi lepo sodelujemo. Cerkev ima kar nekaj posebnosti, stara je 500 let, zgrajena je bila 1532, zaznamoval jo pa tudi arhitekt Plečnik, barvna okna so od Kregarja. Še dve skrivnosti sta pa v cerkvi, ki vam jih bom pa povedal kasneje. Pomembno je omeniti, da vsako leto pri vas poteka škofjeloški pasijon. Kdaj se je to začelo prikazovati na ulicah in a se je do danes kaj spremenilo? Ja, Škofja Loka je znana po tem, po škofjeloškem pasijonu. Uprizoritve sicer niso vsako leto, do sedaj so bile 4, v novejšem času, sicer se je pa pred 300 leti. Se pravi, leta 2021 je bila 300-letnica prve uprizoritve, ko je pater Romuald Marušič, ki je bil tukaj pater kapucinski v samostanu, je tukaj napisal to prvo dramsko uprizoritev, ki je zdaj tudi vključena v UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Nekaj uprizoritev je bilo potem v tistem času, pred 300 leti, potem se je pa praktično za 300 let prekinilo to uprizarjanje. No, potem je pa pater Marjan, ki je bil prvi režiser v sodelovanju s patrom Metodom Benedictom Kapucinom in potem mnogimi prostovoljci, čez 1000 prostovoljcev je bilo, so potem 1999 prvič potem ponovno uprizorili pasijon na avtentični način. Se pravi, kot procesijo, to je značilnost našega škofjeloškega pasijona, da ni eno prizorišče, da bi se ljudje premikali, ampak se prizori premikajo. Potem so bile še 3 uprizoritve. Zadnja, ki bi mogla biti ravno ob 300-letnici 2021, je odpadla, žal zaradi razmer, ki so bile omejitvenih. No, sedaj naslednja uprizoritev je pa čez 2 leti predvidena, se pravi, da bo 2026. leta pa zopet nova uprizoritev škofjeloškega pasijona, kar je pa zelo izziv, vedno je novo to, vedno se pač občina na tem skrbi v sodelovanju s kapucinskim samostanom in je izziv vse te sodelavce dobiti, potem vedno je potem režiser in kako se vse to uskladi, pa še dejavnik vreme, pa razmere druge, zdaj kar precej utežkočilo tudi sedaj to, ko so bile te razmere, poplave, sedaj se načrtuje obnova trga, kako se vse to uskladi. Tako da je, ja, tudi tle noter veliko in žrtvovanja ljudi, da potem takrat lahko pride to pričevanje. V neposredni bližini imate tudi kapucinski samostan. Kako poteka v bistvu sodelovanje med vami? Zelo lepo. Bogu hvala za brate Kapucine. Ja, res imamo morda posebnost, običajno tako, da če je nekje samostan, da so tudi že tako, da prevzamejo župnijo. No, pri nas je pa pač župnija, pač upravljamo škofijski duhovniki. Z brati Kapucini pa zelo lepo sodelujemo z bratom Joškotom, ki je gvardijan, pa tudi z ostalimi. Imamo oratorij, imamo v njihovih prostorih na njihovem vrtu, ker tukaj okrog v mestu bi bilo kar malo težko na tem trgu imeti. Potem imamo križev pot na Veliki petek, ko je po ulicah mesta Škofja Loka poteka, tudi pri nas in pri njih vključeni. Pa potem slavljenje na prve sobote ali pa misijon, ko imamo ulični misijon, pa tudi ostalo pomoč, ki rabimo, ali mi ali oni sodelujemo. Je pa tudi zelo velik dar, božji dar pravzaprav za vse to območje. Bratje Kapucini so spovedniki in prihajajo ljudje ne samo iz naše župnije pred praznik ali tudi sicer teh spovedi, ampak praktično iz celotnega škofjeloškega območja ali pa še celo kranjskega, kar jih je dovolj, so na voljo za spoved in je to res en velik božji dar za nas.
Škofja Loka je zelo lepo mesto, sem pride veliko turistov. Si radi ogledajo tudi cerkev? Ja, imajo možnost, ker je cerkev vedno cele dneve odprta, tako da lahko pridejo praktično od zjutraj pa do večerne svete maše. Turisti pridejo in včasih, če jih srečam ali pa če kakšni prosijo, če lahko kakšne besede povem, vsi so pozorni na rebrasti gotski strop, dvoranska gotika, to je posebnost, ker niso različni nivoji stropov, ampak na enem nivoju kaže, da so bili vsi sloji enaki in tako naprej. Potem so pozorni na Plečnikov lestence, na krstilnico, na Kregarjeva okna, potem pa vedno na koncu povem, da je v tej cerkvi pravzaprav največja stvar, ali pa tisto najpomembnejše, je pa Marija, pa Jezus v tabernaklu. No, to sta te dve skrivnosti, ki sem povedal, da jih bom kasneje povedal. Tako da ljudje zelo radi pridejo, tudi turisti, pred Marijo prižgejo svečko, pomolijo in pa skrivnost za zlatimi vratci. Ko je pa Jezus živi, zaradi njega, to vedno tudi povem, zaradi njega je vse to. Zaradi njega je bila cerkev zgrajena, zaradi njega je vse to bilo zgrajeno, vse to, kar vidite, tako, da se na to ne pozabi. Ja, radi pridejo, veliko jih je, tako, morda pa tudi kdo se tako ustavi ali pa mu navžije tega Božjega pa te lepote. Kako bi pa opisali svoje poslanstvo kot duhovnik v tem pasijonskem mestu? Ja, poslanstvo je pravzaprav določeno, nam ga je pokazal Jezus, sej praktično vsak duhovni poklic je odziv na Jezusov klic hodi za menoj. Se pravi, Jezus nam je pokazal ta pot. Zdaj, jaz sem prišel pred 12 leti kot kaplan, tukaj v to župnijo, kot mlad človek, pač polno načrtov in tako zagona. Ampak pot je pravzaprav taka, kot je Jezus hodil. Od tistega navdušenja do veliko dela, do potem tudi sprejemanja trpljenja, tudi darovanja in zavesti, da človek v tem ni sam. Tako se mi zdi, da je, tudi imamo v podružnici v Puštalu na Hribcu, imamo postaje križevega pota, dnevi škofjeloškega pasijona potekajo, na Hribec imamo vsako nedeljo v poslu, tudi križev pot. Tako se mi zdi večkrat prav tudi osebno spodbudo, kot človek vse sorte stvari doživljamo, ko se zavedam, Jezus, vse ti si tudi hodil to pot. Vse marsikaj si doživljal in vedno si vstal in šel naprej, zato ker nas imaš rad. In to je ena velika spodbuda, da se zavedam, da ima prvič Bog mene rad, da sem jaz tega deležen, pa da ima rad tudi druge ljudi in da če jaz lahko sem tlele kakšen delček ali pa mu posrednika, je pa to nekaj čudovitega v resnici. Hvala, da ste si vzeli čas, nam predstavili cerkev in pa življenje v Škofjeloški župniji. Z veseljem. Hvala tudi vam.